tedensko konferenco v gledališki sezoni 2019-2020. In v bistvu točno mesec potem, ko smo premierno prizorili predstavo za otroke Desne basni, je zdaj pred nami prva premiera za odrasle, to je Obisk stare gospe. Režiser je Gojmir Lešnjak-Kojc, ki s Šentjakovskim gledališčem že kar precej dolgo zelo uspešno sodeluje. To dokazujejo tudi nove nagrade, ki smo jih prejeli sicer še v preteklem mesecu, ampak glede na to, da med tem nismo imeli nobenega takega srečanja s predstavniki Desne sile, bi še enkrat omenil, da je Evelini Zajtrk dobil Grand Prix festivala v Čakovcu, mednarodnega gledališkega festivala, in pa v istem vikendu, oziroma praktično na isti dan, je na nekakvem srečanju v Postojni predstava 12 jeznih mož v režiji Ire Ratej dobila Martinčka najboljšo predstavo. Tukaj je prisotni kolega Bojan Richter pa Martinčka za vlogo 10. položnika te predstave. Toliko za uvod. Torej, kot je že rečeno, Bojc pri nas precej trofejni režiser, mislim, da se je začel že takrat na začetku svojega sodelovanja z nami, s Švejkom, smo tudi pobrakali nekaj nagrad. Preden pa predam besedo režiserju, seveda predstavim še vse prisotne. Vršilka dolžnosti direktorice Šentjakovskega gledališča Katja Ogrin, Saša Strnak, kolegica v stike z javnostmi, potem pa, kot že rečeno, ustvarjalci predstave Gojmir Lešnjak-Kojc, režiser, Tina Ogrin, avtorica glasbene opreme, Bojan Richter, kostumograf in pa igralska kolega Katja Ogrin in pa Draga Rečka. Bojte zdaj pa kar prosim par besed odbirati, malo v ostane. Ja, torej Jaša Jamnik, ki je član, ne vem, kako pač to imate zdaj, tega sveta, umetniškega sveta, je predlagal ta tekst in bil so se, da me povabil k sodelovanju, da on je razpolagal pravzaprav dva teksta, eno bulvarko in Obisk stare gospe. Ko sem prvič prebral Obisk stare gospe, sem rekel, ne vem, bulvarko pogledal, ker to je to, ne vem, če sem že sposoben na tako reč postaviti na oder. In potem sem začel na bulvarko brati, rekel, ne, to je pa korak nazaj, ne bi. In začel še enkrat potem brati bolj intenzivno, pa bolj natančno Obisk stare gospe in sem se odločil, da je treba take izzive sprejeti, pa ne bolj še tako zahtevni. Šlo je za to, da tam v tej igri nastopa 24 ljudi, 24 pač, plus pevski zbor, plus nekaj še. Kratka, skupaj po mojih 40 ljudi bi moral nastopati in to je zdaj treba spraviti neke realne okvire gledališča, ki se pod cirko glede direktor se bori za to, da se spravljajo na pozitivno nulo, kar je zelo zahtevno projekt, v okolju, ki ga zdaj živimo, pa kot ga vedno živijo teatri, no se mi nikoli ne drugače. Tako da smo pač skušali zdaj po tej finančni plati gledali, da dogaja spraviti na tisti minimum, ki še prenese, da bi lahko bila predstava gledljiva in jaz mislim, da nam je to zelo dobro uspelo. Skrčili smo zasedbo na 16 ljudi. Mislim, namik malo za zasedbo, oziroma ko sta se pogovarjala z Jamnikom, Jašom, kaj in kako, in en del sva postavila, tisto jedro, na katero naj bi slonila ta igra, potem naprej delo je bilo moje, da je pač strčeno na koncu 16, mislim, da sem 20, potem še na 16 strčili, ne. In mislim, da nam je to zelo dobro uspelo, da sem pač ta teksta zahteval do te mere, da so stvari
zdržijo, ne samo zdržijo, ampak mislim, da na nek način celo bolj sodoben tekst rasel kot je original, no? če smo lahko malo samo všečni. To pa seveda je pred nami postavljeno veliko nalogo, namreč zavzetosti vseh udeležencev. Zelo sem vesel, da mi je bila pomenjena priložnost, da sem sodeloval z glasbenico Tino, ki je, moram reči, da tako predanega človeka v samem nastajanju prizoritve še nisem imel obseb, to res moram reči. Včasih je to, no, da se imaš preveč prijatelj zraven, da pa imaš po domački stvari. Tako da, jaz upam, da ne bo več torej pohvalil, ker mislim, da postali prijatelji, no, ampak da bo to tako naprej. Skratka, glasba daje nekaj izjemen, krasno atmosfero, gradi skozi celo predstavo. Scenografija, kak moja osnovna zamisel je potem zelo Nobel zastavlja in naredila toliko podobo z vsemi projekcijami Ana Rahela Klopčič, s katero tudi že vrsto let sodelujem prav v tem gledališču in je tak res predan izjemen sodelavc. Oblekli so vse igralce, sta oblekla Bojan Mistrov in pa moja soproga, ki podpisujeta kostumografijo in to, kar od soproge pa čakujem, pa tam zelo estetsko, zelo likom primerno in boste videli, ki se tudi predstavljali in o čem govorim. Predstava je tudi po tehnični plati zelo zahtevna, to da zahteva tudi veliko angažmaja tehničnega sektorja gledališča, trenutno Nike in Gregorja, ki vodi ta luč in ton in seveda Nika, oziroma Gregor, ki je pomagal oblikovati to luč do konca in ko je to res precizno speljano, potem ta predstava zadiha v polni svojim otoki in pa rekel neki pretresljivi, tragični, komično. Ja, skratka, eno veliko delo sta upravila Katja in Hild Nasredko. Se to dopolnjuje naš župan, Dragan, ki so, rekel, neko jedro tele igre, ob njih pa seveda posevilno. Prav vsi so izoblikovali meni res čudovite like, ne glede na to, ali je na odru 10 minut, ali na odru 3 minute, ali na odru celo predstavo. Čisto vsak je opazen, nobeno ne moreš reči, da se veste, kaj najgrša, ki je igral sliš. Pride, ker se že podrazglasa, reče, a veš, da nisi motil. Skratka, no, vsi v ta mozaik so prispevali, se mi zdi res imenitne kreacije. Zdaj pa v sami vsebini, tisti, ki poznate tekst prav, tisti, ki pa ne, vam pa tudi ne bom povedal. Ena osnova je ta, skratka, eno obožano mesto. Napove se obisk stare gospe v to obožano mesto. Gospa, ki je postala skozi življenje od kurbe postane milijarderka zaradi spleta, rečemo temu, srečnih okoličin ali pa ne vem kakšnih, to ga sami presodili. In pride v ta svoj rojstni kraj s temi milijardami in ko jo njen mladostni ljubim vpraša, če bi pomagala temu mestu, ona absolutno reče z velikim veseljem. Kaj se zgodi potem?
potem pa absolutno mi na kraj pameti ne pade, da bi vam povedal. Ker nima smisla, ne bi imel smisla, da sem naredil to predstavo. Zakaj pa je predstava, se mi zdi, zelo, zelo v pravem času prizorjena, zaradi vsega, kar se dogaja v Sloveniji. Zaradi te morale, oziroma nemorale, zaradi te objesnosti, žrtnosti, samopašnosti, oblasti, novinarske nesramnosti in tega rumenega pristopa k obveščanju ljudi, iskanja ekshibicije, iskanja žrtev, več kot krvi, bolj se imamo novinarji in tako naprej. Do neke nravstvene človeške vrline, navednica vrline, ki se ji reče pohlepno, in to je zgodba o pohlepu. Kakšne se pokaže naprej to, pa se pokazala igra. Hvala lepa. No, če režiser hoče obrediti v vas bom, tako? Ker je slučajno. No, imam to prednost danes, da sem insider in tako lahko mogoče, če grem zdaj Bojčevo desno stran, rečem, začel se je po nekima dvema songoma, ker naj bi se ukrpela tam nekje na konc, pa smo pa tudi malo še preobrnili zadeve, ampak potem pa bolj, bom rekel, ko so se vaje bližale temu končnemu dogodku, se pravi premieri, pa smo, mislim, da so sami sodelujoči pa predstavili ugotavljali, da ima tudi muzika res veliko mesto, ja, in eno pomembno vlogo. Tina, glede na to, da tudi prvič sodeluješ v teatrovskih gledališčih. Tvoja zgodba oziroma tvoji vtisi? Da prvič sodelujem, sem zelo vesela, da je to Saboboj, ker prvega nam podaviš nikoli. Ne znamo, da ni dobro boleče, da sem uživala. In bilo je zelo enostavno delati ravno zaradi tega, ker je Vojt zelo inteligenten človek. On je dobro vedel, kaj hoče, in se to tako zmenil. Po drugi strani nama je popustil z kolegom Gratilikom, nekom Mercedom, povsem odprte. In sva se midva nekako potem, ko sva prebrala tekst in ko sva že bila paskrat navaja, predvidno zamislila, kako naj bi to izgledali, naziva par verzij in potem je pa meni tak zelo povprečen okus, oziroma tist, kar v prvem momentu pali name, ponovno pali na večino. In so potem izbirala tisto idealno muziko, glede na predstavo, tisto, ki je pri meni delovala. A lahko nekaj samo postavljamo, prosim. Ti nimaš povprečnega okusa, ampak imaš lahko občutek za okus povprečja. Tako, pa ne vrede. Absolutno nimaš povprečja. Dobro, hvala. Se je pa glasba še dodatno razvijala z vajami, s tem, ko pa tudi spoznavala igralce, režiserje, ko so nastajali kostumi, make-up. Da potem tista končna različica je pravzaprav izpošla ta tekem. V upanju, da bo glasba upravljala svojo funkcijo, ki pa nima seveda ni v prvem planu, ampak je pa še tako pomembna, da podpira cel dramatski luk. Seveda vse to s pomočjo Gregorja Crnarja, ki skrbi za duši, in glasbenega mojstra Zaja, ki dajeta pravzaprav glasbi to prostora oziroma ji da to prostor, da se lahko razvije napravo svojo funkcijo. Ja, tokrat so res, če sam tudi dodam, da nista več samo tehnika, ker tam ne spuščata, ampak morata biti igralca. Ona dva igrata, en z muziko, en igrata z očmi. Tako je zahteven projekt v tej tehnični plati.
da sta res del benda, ni to nekaj pač tam nezadnji mojega ukadil vmes, pa na peršli vmes, kar imamo zdaj. Jaz morata 2 uri predstavljati, traja 2 uri biti maksimalno koncentriran. Pa kaj si še diskutičujem, omenila, Nataša je prispevala pa ta ikovno pozorno masko. In kako da dizajnerja oblikovanje maske. Zdaj scenografke Andreja Kile-Klopčič ni z nami, jaz bi samo povedal, da smo imeli seveda načrt, da poteljemo modri vlak na oder, sem kje zataknil. Ja, predvsej dogodkov je na železniški postaji. Začne se predstavlja na železniški postaji, potem se dogaja v mestu, dogaja se v mestnih hostih, dogaja se v gostilni, na balkonu hotela in pa ta vlak je tudi nekako. Vse skupaj pa stilizirano. Mislim, da je tudi ta pogledavčina zelo uspela in je zelo pregledna stvar. Je bil pa seveda za to bojen proste roke pri budžetu, ne? Ja, seveda ne oprejemo. Ne, jaz bom lahko vsi prepojem, da so za tak nek, to je potem pristala 16 ljudi obleč. Ena obleka za vlastnega stane Julija, je tako, če nekaj podobga. 500 € pa sigurno je normalno. Dobimo je tudi za 250, no? Mi smo je dobro za 160. Pa zgleda vrcače. Ok, 16 ljudi obleč, v tem, da je igra zamišljena tako, da v drugem delu so vsi na novo zacvetijo, so oblečeni nobel, da so tako. Zraven imamo milijarderko, gospo, ki mora izgledati kot milijarderka, se pravi, izgledati mora vsaj boljš kot Melania Trump. Pavi, kaj je ona. Ne bom nespošljiv do teh. In tako, no, tako da tle je res dobro strovina, no, in tudi razumevanje strani katedroma šefov, da smo naredili zadevo res z minimalnimi sredstvi, ampak tudi bili bogati. Zdaj bi tukaj mogoče res dodala, da vse verjetno vsi poznate, tudi spremljate naše gledališče, veste, da pač operiramo z vse manjšimi budžeti, z manjšimi vsotami kot druga profesionalna večja gledališča. In res je, bom rekla, in užitev, in zadovoljstvo in bom rekla tudi veliko manj skrbi. Na ta način sem smela, če veš, da delaš za ekipo, ki pozna situacijo, ki se zaveda situacije in kljub temu znotraj tega v bistvu mogočega ravno tako ustvari neko veličino, kot je tudi Gojc sam rekel, nič ne manjka, ne zasutite, da delamo res za manj denarja, na koncu dobite ravno tako vrhunski izdelek in je res potem tudi meni veliko lažje, ker vem, da ljudje pač ne bojo samo prosili za kartico pa šli na glavo zapravati, da bojo dejansko premišljene rešitve večinoma in to res v bistvu doda vrednost, ne? Ker vse veste, če imaš ogromno denarja na voljo, najlažje je ga zapraviti prvo trgovino, pa kupiti, kar vidiš, ne? Če imaš pa malo, imaš pa zelo razmisliti, kaj boš kupil, veliko več kreative to zahteva, ne? In dejansko vsi ti ljudje, ki so bili vsi ti sodelovalni predstavi, so umetniki, ker dejansko so morajo skupati s tem, kako iz malega narediti nekaj več, ne? In tudi sem zelo hvaležna in tudi obsedujem, ker so res odlični. Tako je, ne? Ali greš Emporium pa nam, ne? Če pa ni znare, greš pa v CNDA, pa v... Vrneš veliko več trgovin, iščeš. Ja, pa veliko ključanja doma. Bojan bo še kaj dodal, ne vem kaj, kako imaš ti doma, Nista škričal. Ne. Moram reči, da je vestveno, zelo vesel, da je Gojc povlabil sodelovanju, ampak tak nekoliko kot enom pobojem. Zvonka vzame tu sonografijo, ampak ne boš to zaprnej asistenta, da boš tudi sonograf. Moram priznati, da meni je Zvonko delam, odkar dela v naši hiši, uživa delati. To je ena taka krasna gospa, ki jo obožujem in vedno mi nekaj novega nauči. Čeprav ona pravi, ne, se ti mene naučiš. Ampak ona je še tista stara šola teh kostumografov, ki točno vejo, kaj hočejo. Se pravi, meni je ona
ja, teh takih ne delajo danes več. Moram priznati, no. Kar se pa tiče vsega tega, ja, smo leta v Ponce dopinat, zvon, pa bila na pravših linijah, boj človek špeha, ja. In se res moram priznati, da 16 ljudi v Bešt ni manjši staršev, sploh glede na to, da imajo tudi po pravleke in tako naprej, da so zvok res iskala tiste najbolj ugodne variante, pa še enkrat Katja, hvala, mislim, zvoka, nisem ostalo, pa kad se pogledati, pa se vidio, ne, nisem. Zdaj, o pomanjkljivosti, kad se tiče, kako so pomanjkljivo vrečeni, pa se pa kako se sami. Če so. Ja, to je pa zdaj... Ne vemo. Ne vemo, bude videti. Jaz mislim, da kakšnega pohujšanja. Tukaj še vseeno malo zaostajamo za dramo. Za nekaj denarja se je zapravilo za vzreke zdaj, ne? Ja, no. Prišlo so tudi samo detajli stari. Detajli točno so. Pustimo se. A detalje je, da si oprimo stanovanje. Bi zdaj mogoče šli še malo na igralski del in mislim, da se ne bom motil, če rečem, Katja, da se tudi, ko se malo pogovarjala o tem, da je to v bistvu vloga, ki ne moreš zavrati, da to že ponudbo, ki se je zavrati. Definitivno, jaz sem tudi nekako, ker sem bila poklicana oziroma povabljena k izvolišanju in dodela veliko odgovornosti in veliko žico in sem razmišljala, da bi ali ne bi. Vem, da poleg mene bi bila vesela tudi kakšna druga doslej, ali pa druga gospa te vloge, tako da glede na starost. Zdaj, bolj sem primer že delala 15 let nazaj v Švejku, potem pa čez 5 let pa v Slovenjaki Dona Morju ali Nikolom in slišala, da bo on nazirom nekako pisala, da je pač tudi zrazu želja, da bi jo zdraven in so da. Imela sem še par aspektov v strani umetniškega vodja Čebjaškega, par stvari, ki so rekla, torej da pač vokla že teksta pred jeznimi počitnicami, ker smo v bistvu takrat šli čez brane vaje, da bi določene korekcije še takrat so bile potrebne, smo fiksirali, da se stoji. Kolegi sem ga nazvaj začela brati, začela v njemu razmišljati, ko sem sama pogovarjala, kakšna ta stvar je. Začeli smo pa potem fiksirati v septembru, da je vaje sredino vsega skoraj vsak dan, pački pozitiven. Tako da jaz kot nekaj vsebini tega rada govorila, bi rada, da se začne več ljudi pogledati, da si vsak stvari svoje mnenje. Mislim, da je celotna ekipa naredila maksimalno. Meni je v bistvu v čas, da lahko igram to glavno vlogo, absolutno pa brez svoje ekipe nekaj nekaj bolj vedno pravim. Kralj ne mora igrati kralja postavijo do srednje. In če nisem to, da se bo sama in se mogla narediti, kar sem naredila. Tako da se ne upričujem in da vam se ne rok. Verjete se čuje in mislim, da je to tudi od mojih 20 let delovanja v tem bistvu ima ta zelo posebno čas. Nisem zaludila v celotni projekt, tako da razumete. Zdaj smo navajeni. Ja, jaz bi mogoče res tudi se malo navezal na Katjo, dobro, pa fajn je bilo to res, da smo začeli prvih branj vaj, pa to, da smo v bistvu čez tekst prečistali že pred poletjem, zato, ker smo pa res, kot prav Katja,
ona na plaži, no jaz recimo v Dosenci. Kako? Ne. Izpolupček je zgleda zvaden. Ne, to je pa naravna nadarjenost. No, skratka, fajn je bilo to, da smo imeli čez poletje čas, da smo se recimo vsaj s to, bom rekel, črkovno tvarino lahko spopadali, da smo bolj, bom rekel, relativno, vsaj kar se tega osnovnega nekak orodja tiče, ne, se pravi znanja teh, tako naprej, še smo šli na prve vaje in smo bolj res lahko nekaj posvetili oblikovanju teh svojih klikov in se nismo več toliko zapletali s osnovnimi težavami, ki se včasih znajo pojaviti. Bi pa seveda tukaj tudi zdaj še kolega Dragana pomenil, se mi zdi tako, kar pogledam, ti si prišel v gledališču, si zdaj kako Ja, jaz sem mlajši, postavil, boletniki obratno. No, se to sem hotel glih poudariti in čeprav pač vedno poudarjamo, ne, igralci, režiserji in vsi radi govorimo, ni velikih in malih vlog, ne vemo, kako se stvar nadaljuje. Bi rekel, da je Dragan dejansko doživel en tak zanimiv razvoj, vsaj to, kar tudi jaz bom rekel spremljam, pa poznam njegovo sodelovanje tukaj pri nas in je zdaj res tukaj v tej igri dobil, bom rekel, neko priložnost in neko vlogo, kjer lahko, bom rekel, pokaže ta svoj igralski potencial. Kaj bi pa ti še dodal? Ne, jaz bi dodal to, da mi je zelo silno, da mi je silno všeč igrati vlogo župana v tej predstavi, zlasti če je Gojc ni igrati. Drugač pa predstava, ne bomo nič govorili o njej, ne, jaz bi sam to rekel, ne obstaja ta žanr, ampak meni gleda ona kot multižanr, kaj se ponuja gledalcu, celo paleto možnosti, od komedije do tragedije. In posebnost pa je, za žalostince, no? Ampak posebnost je v tem, da si gledalec lahko samo stvari, kaj gleda. Ali gleda komedijo, ali gleda kriminal. To se sicer potem izkristalizira, čeprav ne čisto celoti na koncu, da bom povedal, kakšen je konc, ampak sem prepričan, da si bojo eni ustvarjali o tem, kakšen je konc tako mnenje, drugi pa si diametralno drugače. Potem je čas, da jaz ne Jaz bi mogoče na tej točki kar zaključil, ker se bojim, da bo zdaj mali izletel to, kakšen je konc. Če ima še kdo kakšno vprašanje, sicer pa... Ne, to je pa tako super crying game, ne, igri so, ne, ker je vse prosto, dejte ne govoriti o tem, ko boš na kino, treba pokvariti filmu, ne. In tle se mi zdi isto... Stara 13 let sem pa film gledala, tako da mogoče bi pač bi bolj malo to videla. Ja, ne, ampak ja, no, mislim, tam je res, se ti en pove, zakaj gre pol, mislim, vse je super, fantastično odigral vse, ampak nimo, kaj ti pa reče, kaj, in tle je točno na sredini se to zgodi, oziroma že po ure se zgodi to, kaj. Ja, zanimalo, Ne. zanimalo je ta še neko. Ne so. Ne, konča se s poklonom. Ja, poklon pa je. Če še imaš nekaj, pa kupaj možda. Pa prepuščamo. Ja, poklon še imaš skript. Ja. Ker se tudi igralci skoraj do včeraj nismo vedeli, kakšen je konc. Sigurno publika ne bo vedela, pa če ga nikad. Lahko bi se zaključilo s povabilom, da v bistvu vadimo, da se vlasite, da pridete pogledati. Še tehnikalije, ja, se pravi premiera petek 18. oktober ob 19.30, prva sobota 19.
glumci. Kadar je v petih, da ne bo tam v petih, boš ti kaj prišel ali kako ti? Tako da, če je še kakšno vprašanje, sicer pa... Ja, jaz bi, koliko repriz potem predvidevate in ali samo na tem vašem odru, ali da ste kam predvidevate kakšno gostovanje? Ja, moram priznati, da se celo pogovarjamo že o enem gostovanju, pa zdaj še tehnično rešujemo zadeve. Drugače pa zdaj prve reprize bojo v glavnem na Šentjakobskem odru. Se pravi, drugi teden, potem pa v novembru sigurno še nekaj, ker smo še dolžni za temu majhnemu programu. December je tako, da je 7. zapovedana že nova premiera in bo takrat verjetno bolj tako v prvem planu, ampak seveda od razpoložljivosti odra in tako naprej bojo bo kakšna podvitev, imamo tudi v decembru, pa seveda nekaj računamo, da je bila razpoložljivost. Potem pa... Tu pa še je pogrebnjenje v leto 1. Ja, to je... Torej, predstave so... Vse je. Da boste napovedali kot komedijo. Ja, ne se je tako, vse na komedijo. Pa krivično, pa ne vem. Je res ta prekret Žana Rod, ki je... V bistvu okusom zadovolji, okusom gledalcem reči, sami veste, predstave so namenjene gledalcem in naša želja je, da čim več ljudi pride gledati predstavo, tako da kolikor je tudi sredstvo po naših možnostih, kolikor nam pač naš odr omogoča, vsekakor nam je interes, da se čim več igrači skušali bomo tudi z gostovanji predstaviti širši Sloveniji, ker da dejansko pokažemo na tisto, kar smo ustvarjali, na tisto, kar smo ponosni, na tisto, kar dejansko ustvarjamo, vse Če nam bo pa obisk milijarderke omogočil nov odr naredimo? No, seveda, če bomo morda to spak financirala novo dvorano. Ampak te se pa pravila nekaj tega, že nekaj. Ja, nekaj že, ja. Mi smo v pogoju, kot sem nasledil tam v uvodni besedi, da ena pogoja predstavlja gospod. Ja. No, ampak to je Mogoče je treba omeniti še Renata Horvata, lektorja, zelo visok. Ne, to pa moramo reči, da jaz veliko sodelujem po celi Sloveniji z ljubiteljskimi gledališči in ali bom rekel, da tam pri drugih res pogrešam ali pa da pohvalim Šentjakobsko gledališče, pa v Čufarju smo imeli pri temu, smo imeli ravno tako, tam smo imeli zaradi tudi nazaj, tako še toliko nekako tudi zahtevn zaradi dialekta, ko smo vse preložili v gorenščino. Tukaj pa pač nek splošen razen žene njegove govorijo si splošen pogovorni jezik in je res Renato naredil veliko delo v pravu, ker je res lepo, že da razumemo, kaj govorijo ljudje. Zdaj pa to še logično, kar govorijo, to je pa božansko, to je pa že gledališče. In tukaj je gledališče, moram reči, da zna res on tak zelo nobel, neprisilen način vsem dopovedati, kaj in kako je treba. Sve za hitro se požela danes vloge, pa se malo tih govori, pa tako naprej, kar je v procesu čisto dobrodošlo, zato da dobiš ta prav občutek velik, ampak potem mora pa ta vrsta slišati, kaj govoriš. Na tem je ogromno Renato delal in ob tem seveda, da je pravilne stavčne in besedne glase in tako postavil. Ja, mi je všeč, da mislim, da bi tudi stala gledališča, ker to je tudi ena od velikih nalog gledališč, da skrbijo za jezik. Ja. Pa ne glede, ali je to argo, ali govorijo pička kurc puk ni važen, mislim, že nek pogovorni jezik, neke nizke skupine, normalno, da se uporabljajo krednici, ne bi to najbolj se pred Jolko, kako to govori. Kako se bo treh kriminalci pogovarjali, ti hodita, ti. To vse ima tiči, zdaj pa gremo, pa bomo onga zaklali. Je prav? Ne pa mogoče že zaklali. Mislim, je logično. No in seveda se to prav socialno okolje tudi jezik postavlja. In to je mislim, da nam je to tudi zelo dobro uspelo.
V tem seveda smo morali združevati, kot sem že vodoma rekel, določene like oziroma določene vloge združiti v eno. Vse je bilo pojemno, da niso take. Nastopa, v originalu nastopajo telovadci, pa ne vem kaj vse. Potem je pa naš posebej še policaja, zdravnika, slikarja, pa učitelja, ne? In tam imaš pa potem meščani 1, 2, 3, 4, 5, 6, neki meščani, ki tudi govorijo. In potem sem iskal v bistvu te skupne značilnosti, ne? Tam, kjer nek meščan, predvsem v umetnosti govori, smo ga dali in smo učitelja oblikovali za en tak intelektualca, ki je poln metafor in pa naprej. Slikarja, ki je tak malo bolj preprost človek, ne vem, da ima slikarsko akademijo, ampak je malo primitiven, ne? Se pritožuje, da svetovni, vsega, kar se njim dogaja, je kriv svetovni komunizem, njihovi strici iz ozadja se vlečejo te nitke, ne? So, ne? In tako, glavno smo pol te meščane, pa vse te dodatne takole, tako da je policaj potem tudi telovadec, logično, ker je ne, čestno vključena, da sta pašno knjiči, pan, ne, da vi kdaj je koga zadavo, tako močen. Ja. Tako, no, da so pol te neke stvari združene, pol dirigent, ni dirigent, ampak je učitelj, ki vodi ta šolski zbor in prepevajo veselo. In tako, ja. Mogoče še ena rumena zanimivost, sem se zdaj spomnil, ker si bil pomenil Hildanega telovadca, tako imeli smo tudi nekaj kaskadjerskih vložkov in je vloga kolegica Tatjana končala s gipsom na nogi, no, pa smo potem tudi, to je bilo v bistvu točno en tem prednjala, ampak smo bolj našli rešitvi, kar smo predstavili. Ja, smo alternacijo naredili, Boko pa Tatjana, zlomila si je pata dol iz vlaka in kot proizvodja in se je zlomila stopalnico, kar se zahteven zlom, mislim, ne direktno zlom, to da mora za 24 mirovarstvo da smijem, ker ona je že, pa dajte mi pohodni gips, ne, vidite, da po nopce takole gor imeli, pa boste doma ležali. In to je nekaj premjer, mislim, da ta je klasična igralka. Bom rejno umrl, pa bom krivo noga se življenje imel, kot pa dobro tvoje. No, tako, in pa smo ja, pa je tudi kolegica da zelo korektna fair in pripravljena skočiti. Ne, smo rekli, da je te kaskaderstvo predstavljam, ja, eno sem polomil, zadosti. Zgleda je perfektna, sam ni do konca izvedla, ni dobro zvadla. Boga, ne, tako drži z nami. Tako da smo rešili to zadevo, ja, tih prezidacij in sem tudi to hvaležen. Kolegica prevzela to nalogo, tudi nenitno. In tudi kolegica ima ta podobne mere, ne? Tako da v bistvu jaz nisem imel problema. Ja, vse je bilo treba gledati. Potem ja, ne še enkrat šiva zanje v odreko, ali kaj še enkrat. Ker tako, no, neke stvari so objektivske, neke stvari smo morali, je Bojan se šil sam, zlasti tam, kjer so ljudje niso po jusu, kjer so preko over... Kaj je niso kar malo presuti? Ja, kjer 4XL je preskromna. To je. No, jaz bi se mogoče tudi moj izkoristila priložnost, pa se še v bistvu zahvalila tako strokovni ekipi, ki je delovala na predstavi, ki vedno seveda prineše to dodano vrednost, ki deluje z nami, seveda moram podariti, so ljubitelji. In na drugi strani naši igralci, ki dejansko hodijo s srcem, s tem ustvarjajo delo in dejansko imajo priložnost, da črpajo od režiserja in celotnih ekipe, ki je latini, ki se na ta način tudi največ naučijo. Jaz bi se zahvala seveda tudi vsem našim igralcem, ki so pokazali veliko predanost svojim vlogam in celotne predstavi, ker v bistvu to je tisto, kar dejansko naredi našo predstavo, kar omogoča naše delo, predanost ene in druge ekipe, ki dejansko na koncu zapihate skupaj in ustvarjate en tak res izgled. Tako da jaz sem ponosna na vse, izredno hvaležna za vse to lepo sodelovanje med jedem, tako da upam na še mnogo sodelovanja. No, zdaj nekje v redu, kaj sem ne smela reči,
3 tedni še je bilo skoro, ne, rekel ekipi. Glejte, če pa uspeli vsi pride na premiero, bom pa dobro.